Nahajamo se v čudovitem kraškem ambientu zeliščne kmetije Rogelja, ki bo sooblikovala letošnji program Kraške gmajne. Danes smo imeli tiskovno konferenco, na kateri smo se predstavili soorganizatorji projekta in sicer predstavniki 5 različnih občin. Program Kraške gmajne se namreč začenja 22. maja in nadaljuje vse do 20. junija. Kar 5 vikendov prinaša na 9 različnih lokacijah 14 izredno bogatih dogodkov, ki se bodo izvajali tako v družbi izkušenih vodnikov kot strokovnjakov za različna področja, ki nekako pašejo v ta kraški ambient. Nekateri dogodki bodo plačljivi, drugi brezplačni, vsekakor se pa obeta izjemno pestro dogajanje glasbenih delavnic, vodenj, ogledov, popotovanj, potepanj, učnih vsebin, skratka za vse generacije in tudi za vse čute. So zaradi koronavirusa morda kakšne posebnosti? Torej vsi dogodki bodo še vedno spoštovali vse ukrepe za varovanje zdravja. Seveda si želimo veliko število obiskovalcev, ampak bomo hkrati odgovorno poskrbeli za izvedbo vseh prireditev tako, da bomo ohranili zdravje in da se bodo seveda gostje k nam radi vračali. So morda tudi kakšne druge posebnosti, kar se tiče samih prireditev, da je kakšna novo dodana ali kaj podobnega? Torej, Kraška gmajna se letos odvija 5 zapored in tokrat sta na novo pridruženi 2 destinaciji, občina Hrpelje-Kozina z novo pridobitvijo Mitskim parkom in občina Miren-Kostanjevica, ki kot že omenjeno bogato dogajanje dopolnjuje z zeliščno kmetijo in z doživetjem okušanja jedi iz divjih špargljev na domačiji Mirka Godniča v Novi vasi. Bo tudi kaj to povezano z glasbo? Ja, tudi kar nekaj glasbenih dogodkov, od spoznavanja učinka glasbenih inštrumentov do odkrivanja semantičnih kotičkov krasa z gospodom Pogačarjem. Tale center kraške vegetacije pripravlja zanimive produkte v sodelovanju z Vina Krasom v botaničnem vrtu Sežana. Lipica in Škocjanske jame, spoznavanje teritorija, zelišč, se pravi vseh elementov, ki delajo ta kras, najstarejšo kulturno pokrajino v Evropi, tako zelo poseben in drugačen od vseh ostalih pokrajin v Sloveniji. Še enkrat ponoviva, od kdaj do kdaj bo to trajalo? Torej, Kraška gmajna, pričetek 22. maja, zaključek 20. junija. Vsak vikend izredno bogati programi na 9 lokacijah v kar 5 občinah krasa. Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen, Miren-Kostanjevica. Vsi skupaj smo z eno čudovito ekipo predstavnikov v sodelovanju z ponudniki, partnerji na terenu, ki ponujajo odlične stvaritve, sestavili nepozabna, butična, avtentična doživetja, ki jih ne smete zamuditi. V nočijah seveda vabite tudi s domačo hrano, kraško hrano, zdaj pač obdobje pripravite brščikov, špargljev. Kaj se torej da se pripraviti? No ja, zdaj, ko je sezona, mi rečemo štajon od brščik, mi rečemo brščika, to so divji želeni šparglji. Pripravljamo razne jedi. Predvsem stari navnoti naše, ki so delali z jajcami, okisene ali pa tako z zvrkljanimi jajčkami. Ker smo pomalo šli naprej, pripravljamo razne roladice, mogoče kakšne frtaljice tudi z šparglji, da popestrimo okus, dodamo mogoče kakšen košček pršuta. Naredimo pa lahko tudi kaj sladkega iz špargljev, tako da se naredi kakšna špargljeva krema mogoče, z kakšnim drobci zdrobljene čokolade in malo balzamičnega kisa po vrhu. Seveda špargljeva juha, to je že klasika. Ostalo pa se lahko igramo tudi kakšen pastičo, po slovensko lazanja bi bilo z špargljev, ali pa kakšni njokci, testenine prelito s kakšno špargljevo omako. Ljudje, ki prihajajo, so navdušeni na to sezonsko domačo hrano in iščejo pravzaprav to? Seveda, da iščejo. Ljudje čutijo vse preko želodca. Zdravje je 3/4 prehrane, 3/4 našega zdravja. Tako da ljudje to čutijo. Ljudje vidijo, kaj se pripravlja se pač z občutkom. Nekaj moramo prav, da ljudje so dobrodošli, zato so povabljeni našo domačijo, zato je tudi naziv izletniška domačija Mirko.
Je pa vsekakor res, da čutijo tole, ker sodelujemo tudi z lokalnimi pridelovalci hrane, tako ima Vera Lipičar, ima koze, tako da prideluje kozji sir, prideluje skuto in to vse komponiramo v naše jedi, jih pridelamo, postrežemo in seveda ponudimo. Sezona štajon vodi brščikov, gre k koncu ali? Ja, če smo si prav pošteni, zaradi tega dežja tudi brščika so podivjale, ne? Tako da kar smo brali, kar je bilo lepo vreme. Je pa nekaj res, zdaj se jih da še nekaj nabrati, počasi pa jo je tudi brščika usahalna ali pa prerasla v lobodičje ali pa v olesenelo svojo. In za njimi pride kaj? Za njimi pride počitek.